Dober dan, prav lep Super. pozdrav. Zdaj se me sliši. Ja. Tudi tokrat se srečujemo tako preko virtualnega okolja, tako da dobrodošli na današnji novinarski konferenci, ki jo pripravljamo pred jutrišnjim svetovnim dnevom ustnega zdravja. Govorili bomo o tem, kako epidemija vpliva na ustno zdravje in kako skrbeti za usta, da bodo ta res naš ponos. Predstavili vam bomo vse aktivnosti Zdravniške zbornice in vseh sodelujočih organizacij, ki so celo leto sodelovali pri tem in pripravljale različna gradiva in v bistvu tudi nam pomagale pri tem, da so določene aktivnosti tekle prilagojeno preko videa, preko Facebooka. Tako da vzpostavljena je bila spletna stran. Na spletni strani so nasveti strokovnjakov zobozdravnikov, kako skrbeti za ustno zdravje, pripravljena so bila gradiva. Pripravljenih je bilo tudi kar nekaj videoposnetkov, ki ste jih lahko v začetku si pogledali. Ves čas je tekla kampanja tudi na Facebooku, kjer smo se pogovarjali z različnimi strokovnjaki zobozdravniki na različne teme. Tudi o tem bo kasneje več besed, katere teme vse smo odprli. Tako da v bistvu mislim, da je zdaj čas, da kar pogledamo in se osredotočimo na današnje govorce in teme, ki smo jih pripravili, ki jih želimo v bistvu posebej izpostaviti. Prvi govorec danes bo dr. Krunoslav Pavlović, doktor dentalne medicine, je predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije. Zato ga prav lepo pozdravljam in prosim, da nam v uvodu pove, kako epidemija vpliva na ustno zdravje. Zakaj so tako pomembni različni preventivni programi, kako je zdaj s tem? Lepo prosim, dr. Pavlović. Andreja, hvala, lepo pozdravljeni. Pri odboru za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije smo se v preteklem letu pravzaprav odločili, da skušamo s promocijo ustnega zdravja dvigniti nekako zavedanje prebivalcev o pomenu ustnega zdravja in dvigniti zdravstveno pismenost na tem področju. Združili smo pomembne zobozdravniške strokovne deležnike na tem področju in predstavniki le-teh so danes z nami in pravzaprav vsak bo nekako opisal svoj del ali pa prispevek k tem projektu. Projekt bi morali zagnati pravzaprav že preteklo leto v marcu, ampak seveda smo ga zaradi epidemije preložili. V času epidemije smo se o virusu SARS-CoV-2 veliko naučili. Naučili smo se seveda tudi veliko o delovanju samega zobozdravstvenega sistema, ki je bil dejansko krhek že pred tem. In ključna dejavnost, ki je najbolj pešala v samem obdobju epidemije, je bila seveda preventiva in predvsem tudi preventiva v vseh starostnih obdobjih. Zato smo se odločili, da projekt promocije ustnega zdravja zaženemo kar v drugem valu. Ter tako skušamo opozoriti na osebno odgovornost vsakega posameznika do svojega ustnega zdravja in tega, kaj lahko naredi pravzaprav vsak sam za svoje ustno zdravje ter preprečuje najhujše. Ustne bolezni, kot vemo, bistveno presegajo trenutne modele zobozdravstvenih sistemov in tudi politik preventive na globalni ravni. In ne samo pri nas, tudi v Evropi. Ustne bolezni so nenalezljive bolezni, kar pomeni, da so močno socialno-ekonomsko pogojene. In zato je zelo pomembno, da imamo velik poudarek ravno v obdobju epidemije na preventivi. In med njimi seveda prednjačijo zobna gniloba ali karies, parodontalna bolezen in pa tudi rak ustne votline. Globalno so najbolj prevalentne, saj za njimi boleha kar 3,5 milijarde ljudi na svetu in nezdravljenje imajo resne zdravstvene in seveda tudi ekonomske učinke, ter tako zmanjšujejo kvaliteto življenja. Povzročajo pa hkrati tudi dodatno ekonomsko breme, tako družinam kot tudi samem zdravstvenem sistemu. Zobozdravstveni sistem je vzdržal tudi seveda v drugem valu in Zdravniška zbornica je skupaj z Ministrstvom za zdravje budno spremljala dogajanje in sicer predvsem število okuženih zobozdravnikov v vseh teh treh skupinah. Tako smo zagotavljali regijsko dostopnost do nujnih zobozdravstvenih storitev tudi za COVID pozitivne paciente, ki so bili v karanteni ali pa v izolaciji.
Tako lahko štejemo to kot velik doprinos kolegov, predvsem k ohranjanju ustnega zdravja v populaciji, saj so zobozdravstvene ambulante celoten drugi val delovale, pravzaprav omogočale tudi skoraj da vse storitve. In tudi k zmanjševanju smo doprinesli k zmanjševanju obremenitev zdravstvenega sistema na sekundarnem in terciarnem nivoju. V tem valu je prišla še ena dodatna aktivnost, in sicer postali smo zelo pozorni tudi na upad onkoloških pacientov, torej tistih z rakom ustne votline. Tako smo skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije pripravili 4 posebne programe, kjer smo lahko kolegi zobozdravniki pregledovali tudi sumljive spremembe na ustnih sluznicah. Tako Ministrstvo za zdravje kot Zdravniška zbornica Slovenije pa sta pripomogla k dodatni kampanji ozaveščanja prebivalstva. Ta del aktivnosti bi rad še posebej izpostavil, saj se je tako ožja skupina kolegov pravzaprav ozrla v prihodnost in usmerja tudi številne naše kolege v čas po epidemiji in skušala s temi ukrepi blažiti tudi stranske učinke epidemije in druge zdravstvene panoge, ki so bile do sedaj močno zapostavljene, a imajo lahko seveda usodne posledice tako za paciente, kot seveda tudi za sam zdravstveni sistem. In če zaključim, pravzaprav za konec bi se rad zahvalil vsem sodelujočim deležnikom, in še posebej predsedniku države, gospodu Borutu Pahorju, ki je projekt podprl s častnim pokroviteljstvom ter tako opozoril tudi na pomen ustnega zdravja Slovencev. Hvala. Najlepša hvala, dr. Pavlovič. Zdaj pa prosim primarja Mateja Leskoška, doktorja dentalne medicine, ki je tudi vodja zobozdravstva v Zdravstvenem domu Vrhnika. Je tudi podpredsednik stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva in tudi vodja tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani. Primarij Leskošek, moje vprašanje za vas je, otroci so bili dolgo časa v tem času doma, tudi zdaj, ko so v šolah veljajo zaradi epidemije poseben režim. Kaj to pomeni, kaj opažate v ordinaciji sedaj, ko ves ta čas epidemije, kaj se dogaja, kakšno je ustno zdravje naših šolarjev? Lepo pozdravljeni še z moje strani. Zdaj moramo seveda povedati, da zobozdravstvene ambulante so v trenutnih pogojih eno izmed najbolj nevarnih delovišč za okužbo s koronavirusom oziroma s prenosom le-te. Delujemo pod posebnimi protokoli, kateri so bili usklajeni med Odborom za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije, med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, razširjenim strokovnim kolegijem za stomatologijo in Ministrstvom za zdravje. In seveda, tako kot ste omenila, ker delujem v šolski zobni ambulanti, se bomo osredotočili na to populacijo. Zdaj, če se spomnimo, kmalu po začetku šolskega leta 2020-2021, so se šole zaprle in se je prešlo na izobraževanje na daljavo. Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki pod okriljem stomatološke sekcije za Slovenskega zdravniškega društva poteka že 37 let na skoraj vseh osnovnih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami po Sloveniji, se je ustavilo. Preventivne sestre so bile prerazporejene v domove za starejše občane, na jemanje brisov, ob prihodu cepiv pa še na cepilna mesta. Zobna preventiva se je tako skoraj da zaustavila. Kaj opažamo? Šolski zobozdravniki opažamo znatno poslabšanje ustne higiene pri šolarjih in s tem seveda posledično večje število karioznih zob in vnetja dlesni. Med šolanjem na daljavo jih je verjetno veliko pozabilo na redno, pravilno in natančno ščetkanje zob. Verjetno so šolarji malce dlje spali, se zbudili tik pred začetkom pouka na Zoomu in ni bilo časa za umivanje zob. Ne smemo pa seveda tudi pozabiti, da je tudi hladilnik s pijačo bil lažje dosegljiv doma in seveda tudi predal s prigrizki se je pridno praznil. Vsi seveda upamo, da se bodo zadeve počasi umirile in se bomo lahko vrnili v naše ustaljene tirnice, da bodo preventivne sestre lahko ponovno pričele s preventivnimi programi, da bomo ponovno zagnali tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani in da se bo izboljšana dostopnost do zobozdravstvenih ambulant. Kaj pa lahko storimo do takrat? Umivamo si zobe vsaj 3 minute, vsaj 2-krat na dan, še bolje 3-krat. Ščetkajmo od rdečega k belemu, ne pozabimo na grizne ploske zob, uporabljamo mehke zobne ščetke
in zobne paste s fluoridi. In če želimo, da le-ti učinkujejo, po koncu ščetkanja vsebino ust samo izpljunemo in usta ne izpiramo z vodo. Ne pozabimo tudi na zobno nitko, saj z njo dosežemo medzobne prostore, kamor ščetka ne seže, pa tudi ustna voda naj nam bo v pomoč, a le kot pripomoček, ne kot nadomestek ščetkanja. Omejimo uživanje sladkarij in pijmo vodo iz pipe. Voda iz pipe je sveža, odžeja, ne onesnažuje okolja in kot taki, ko smo v Sloveniji, imamo srečo, da so naši vodni viri v samem evropskem kakovostnem vrhu. Smo pa letos na stomatološki sekciji Slovenskega zdravniškega društva v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje na pobudo Mednarodnega združenja zobozdravnikov za letošnji Svetovni dan ustnega zdravja, tako imenovani World Health Day 21, pripravili poster, katerega ste dobili v press-kitu, seveda ga imam tudi tukaj, tudi na spletni strani stomatološke sekcije dosegljiv, ga lahko z največjim veseljem delite naokoli. Na koncu naj pa podam še čisto svežo informacijo. Usmeritve zobozdravstvene preventive v trenutnih razmerah bomo skupaj z sekcijo zobozdravstveno vzgojo pri Zbornici zdravstvene nege in s predstojnikom Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, gospodom Radivojem Pribakovičem Prinovcem, skušali čim prej uskladiti in postaviti temelje za čim hitrejši ponovni začetek zobozdravstvenih preventivnih programov. Vsem nam pa seveda želim čim manj težav z ustnim zdravjem, hiter povratek v ritem življenja, kakršnega smo poznali pred 2 letoma, in ostanimo zdravi. Najlepša hvala, primarij Leskošek. Čeprav, na žalost, hvala za res te spodbudne besede in upam, da čim več otrok, čim več staršev bi to slišalo in to upoštevalo. Vendarle pa epidemija so take informacije še ne popušča ali pa vsaj ne v taki meri, da bi že lahko nekako rekli, kdaj bomo natančno lahko v teh normalnih razmerah. Zato morda prosim zdaj tudi še za eno temo, ki jo bomo odprli, kakšen pa je pomen staršev in skrbnikov pri vzdrževanju ustnega zdravja, o tem in pa tudi o tem, kako pomagati v primeru nesreč z zobmi, poškodb zob, ki tudi v tem času epidemije na žalost pač ne počivajo, se še vedno dogajajo. Prosim pa zdaj dr. Roka Kosma, doktorja dentalne medicine, je specialist otroškega in preventivnega zobozdravstva, vodja Centra za otroško in preventivno zobozdravstvo na stomatološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Prosim, dr. Kosem, še za vaše poudarke. Ja, najlepša hvala za povabilo in za možnost, da tudi jaz par besed spregovorim. Če se najprej nekako navežem na to, kar je kolega Leskošek povedal in seveda pred njim tudi kolega Pavlovič, nedvomno je, da je preventiva pravzaprav ključ do ohranjanja zdravja, tako ustnega kot sistemskega. Dejstvo je, da imajo pri tem pomembno vlogo tako imenovane kolektivne metode, seveda imajo pa pomembno vlogo tudi individualne metode in mogoče je tale epidemija ravno razgalila tudi ta problem, ko enkrat neke skupnostne metode niso možne, kako velik pomen dobijo dejansko tudi individualne metode. In na srečo imam informacije od kolegov z različnih koncev Slovenije, da so tudi te, kot se reče, preventivne sestre ponekod vendarle uspeli vključiti intenzivirano v te individualne preventivne aktivnosti v preventivnih kabinetih in podobno in s tem pravzaprav zmanjšale učinek epidemije na siceršnje izvajanje preventivnih programov. Zdaj tisto, kar je gospa Andreja nekako nakazala, jaz bi želel tukaj pa seveda poudariti tisto, kar je tako neke vrste aksiom preventive, kar se otroškega in preventivnega zobozdravstva tiče, namreč da se navade začnejo graditi v družinah in to tako rekoč ne samo od prvega dneva življenja naprej, ampak še celo iz časa nosečnosti. Zdaj, tle, če smem, bom poskusil deliti tale svoj zaslon, ker raj gledam druge slike kot pa svoje. Ne vem, mogoče, če je uspelo, mi boste povedali.
Skratka, med tem časom bi želel, kot rečeno, opozoriti na to, da se začne vzgoja za zdrave navade tako rekoč še pred rojstvom in da je izjemno pomembno to, kar je bilo tudi v eni od brošur, ki je bila v prejšnjem letu v tej skupni iniciativi pripravljena, poudarjeno kot ena od zaobljub staršev, recimo to, da bom otroku 2-krat dnevno natančno poščetkal zobe in pri tem uporabil primerno količino zobne paste z ustrezno koncentracijo fluoridov. In v tej publikaciji tudi najdemo najsodobnejša navodila tudi Evropske akademije za otroško zobozdravstvo s tem v zvezi, se pravi uporaba od prvega zoba do dopolnjenega leta, 2. leta starosti z ustrezno koncentracijo fluorida 2-krat dnevno v količini paste primerljive z riževim zrnom in kasneje potem od 2 do 6 let podobno v velikosti grahovega zrna. Tisto, kar je tudi gospa Andreja nekako omenila, je, da tudi v časih epidemije, take ali drugačne bolezni, kot se reče, nesreča ne počiva. Naša enota, se pravi naš center za otroško in preventivno zobozdravstvo, je deloval v vseh teh etapah epidemije, tudi v tistih 2 mesecih od sredine marca do sredine maja, ko je bila nekako najbolj čvrsta zapora zobozdravstva. In v tale namen sem na hitro preletel naše zapise iz tistega časa. V tem obdobju je bilo seveda bistveno manj napotenih pacientov, ker tudi primarna raven seveda bistveno v manjši meri bila odprta, da tako rečem, ampak kljub temu je bilo v tem obdobju 27 pacientov napotenih zaradi poškodb iz vstopnih točk ali neposredno na naš center. In mogoče še kot zanimivost, prvi tak pacient se je oglasil že 17. marca, se pravi drugi dan te tako imenovane zapore. Tako da vsekakor poškodbe ne počiva, zato je izjemno pomembno, da tudi tukaj vemo, kako pravzaprav preprečevati posledice. Zdaj, tole je samo en primer izbitja zoba, ki je, kot radi rečemo, edina res izjemno nujna situacija v zobozdravstvu iz tega poškodbenega spektra. Tole samo na hitro pokažem en plakat, ki smo ga pred leti za en kongres pripravili. Želel bi poudariti, da tisto, kar mogoče ljudje niti se ne zavedajo, velika večina poškodb tako mlečnega kot stalnega zobovja se zgodi doma. Skoraj 80% poškodb mlečnega zobovja se zgodi doma, če vzamemo pa mlečne in stalne zobe skupaj, je pa to kljub samo več kot 40%. Se pravi, tudi v času največje zapore socialnega življenja je logično, da so se poškodbe dogajale. In kdo je ob tej poškodbi zraven? V največjem deležu starši. Pri mlečnih zobeh kar v 80%, skupaj vzeto pa še vedno pri več kot 60%. Zato je izjemno pomembno, da laična javnost, predvsem starši, pa seveda potem tudi učitelji, vzgojitelji in podobno, imajo ustrezne informacije s tem v zvezi. Samo 2 kratki informacije s tem v zvezi, sneti iz enega postra Mednarodne zveze za dentalno travmatologijo, ki je tudi preveden in dostopen na tej spletni strani mednarodnega združenja. In sicer kaj narediti, če je zob izbit. Prav, če se izbije stalni zob, je idealno, da ga čim hitreje najdemo, da ga držimo za krono. Najnovejše smernice niti ne govorijo več o spiranju pod mrzlo tekočo vodo. Potem je pa najboljše, če uspemo tak zob ustaviti nazaj na njegovo pravo mesto. Ukolikor to ne uspe, če laik tega ne želi, ne upa, kakorkoli ali mu ne uspe, potem je pomembno, da damo tak zob v ustrezno tekočino. Nekako kot zelo ugodna tekočina se je izkazalo mleko, lahko tudi fiziološka raztopina, lahko drži tak zob seveda tudi v ustih med licem in dlesnjo. In v tem primeru res takoj nujna zobozdravniška pomoč. Če se zob zlomi, stališča strokovnjaka manj vznemirljivo kot stališča laika, tukaj je mogoče ena koristna informacija, da je, če tak odlomljen delček zoba pač otrok ali starši najdejo, naj ga ne zavržejo, ker v ugodnih okoliščinah je možno tak delček pritrditi nazaj. In seveda bi bilo to mogoče, je treba v primernem času potem obiskati zobozdravnika. Toliko nekako na kratko. Zdaj, tale del zadnji se je mogoče slišal, kot da ni čista preventiva, je
recimo temu sekundarna preventiva, preprečevanje posledic poškodb, da se seveda poškodbe tudi preprečevati z uporabo ščitnikov, z uporabo izogibanju najbolj tveganih ravnanj, ampak moramo se zavedati, da s tem dosežemo približno 8 do 10% tistih najbolj tveganih situacij. Večina ostalih poškodb se zgodi pa v tistih okoliščinah, kjer take poškodbe pravzaprav vnaprej niti ni možno predvideti in jo je tudi zelo težko preprečiti. Zato je pomembno, da znamo pravilno ukrepati, da znajo pravilno ukrepati laiki, strokovnjaki in da tudi organizacija zdravstvene službe to omogoča. Upam, da je bilo dovolj zgoščeno in se zahvaljujem za pozornost. Najlepša hvala, dr. Kosmu. In še zadnjo temo bomo odprli. Veliko teh vsebin, ki jih predstavljajo naši sogovorniki danes, kot rečeno že v uvodu, je res zbranih na spletni strani. Spletna stran se dopolnjuje. Spletna stran je namenjena tudi temu, da na njej gradiva najdejo predvsem ljudje, splošna javnost in da si lahko z gradivi pomagajo. In zato zdaj k besedi vabim tudi še dr. Mateja Praprotnika, doktorja dentalne medicine iz Zdravniške zbornice, sicer pa deluje v okviru Dentalnega medicinskega centra Praprotnik, da nam predstavi projekt ustnega zdravja, predvsem ključne poudarke, ker kot rečeno, kljub epidemiji smo se na Zdravniški zbornici z vsemi partnerji, ki so pri tem sodelovali, odločili, da vseeno preventivne aktivnosti so tako pomembne, da jih v tem času vseeno peljemo naprej, vsaj na način, kot je to v tem času mogoče. Tako da prosim, dr. Praprotnik, kaj so te ključni poudarki, kaj vse projekta se dogaja? Hvala, Andreja, za besedo. Lepo pozdravljeni, oziroma lepo pozdravljam vse, ki ste se prijazno odzvali na našo novinarsko konferenco. Čisto v prvi meri bi vsem dal zahvalo vsem sogovornikom danes in vsem sodelujočim, ki so v bistvu vsebinsko prispevali k temu projektu, vključno z zaposlenimi na Zdravniški zbornici Slovenije, ki so odlična podpora pri oblikovanju celostne podobe projekta Ustno zdravje. Namreč to smo si želeli. Projekt Ustno zdravje ima več pomembnih poudarkov in idej z namenom, da opozorimo na ustno zdravje, da svetujemo in da ga krepimo. Kako to v času epidemije narediti? Mi smo kar nekaj dilem, kako to speljati, kako pride do ljudi, na kakšen način biti v podporo. Zobozdravniki smo kar nekako navajeni, da delimo nasvete, da včasih mogoče kakšnim pacientom se zdi, da celo pridigamo. In v času covida smo se po pravici mogoče kar naposlušali neke odgovornosti do zdravja, odgovornosti do drugih, do sebe. Tako da v tem projektu nikakor nismo želeli biti pokroviteljski, nismo želeli žugati s prstom, zakaj nekaj ne počnemo. Kljub temu pa smo z nasveti, želeli pacientom stati ob strani, sploh v tem času, ko nas mogoče ta šibka plat človeška spravi v tako stisko, da tudi sredi noči se tolažimo s čokolado, ali pa da na hitro gremo iskat rešitev za lepe bele zobe. Jaz bom povedal glavne poudarke tega projekta. S projektom smo želeli jasno osveščati o ustnem zdravju in njegovi pomembnosti tudi za splošno zdravje. To je tisto, kar je na vsak način treba še bolj poudariti, da usta niso osamljen ali izoliran organ, ampak pomemben del telesa, in ki še kako vpliva na ostale organske sisteme in pa druga bolezenska stanja. Počasi tudi zdravniki in laični del prebivalstva razume, da recimo že pred kirurškimi in drugimi resnejšimi posegi v telo je potrebno urejeno ustno stanje, se pravi ustno zdravje. Vedno bolj je prepoznan termin dentalni fokusi, se pravi to je žarišče po slovensko, kjer poteka neko vnetje, in v tem času epidemije recimo smo se na odboru za zobozdravstvo še posebej potrudili, da so nekatere dejavnosti, recimo kardiokirurgija je delovala ves čas,
In ta preventivni del, kjer je bilo potrebno prepoznati fokuse, predno je pacient šel na operacijo, to je del neke predkirurške priprave, je mogel biti opravljen. Se pravi, ker takrat govorimo tudi o življenju. In se pravi, ki bi komplikacije povezane z ustnim fokusom privedle do komplikacij. Druga stvar, v času epidemije smo želeli dvigniti nivo preventive in opozoriti na pasti dentalnega turizma in zavajajočega oglaševanja. Čezmejno zobozdravstvo je bilo, kot veste, v času ukrepov oteženo in pokazali so se vsi razlogi, zakaj je pomembno zobozdravnika izbrati doma, v lokalnem okolju. Poudarjamo, da ta termin družinskega zobozdravnika, se pravi nekdo, ki pozna celotno vašo zgodovino, pozna vaše bolezni, pozna konec koncev tudi bolezni, ki se pojavljajo v družini. In ves čas smo poskušali poudariti na to, da odsvetujemo neko hitro kampanjsko reševanje zobozdravstvenih težav, takrat, ko se pojavijo, ampak je treba neke stvari planirati in preprosto ustno zdravje tudi spremljati. Paciente, v tem projektu smo želeli zbrati koristne in verodostojne informacije za različne starostne skupine, tako kot je bilo že prej omenjeno. Zakaj? Preventiva, ki jo zelo radi omenjamo, preventiva ne govori samo o preventivnem in otroškem zobozdravstvu, se pravi samo v dobi mladostnikov, otrok, ampak govori o različnih, se pravi, je preventiva lahko nek pojem, ki pomeni nekaj drugega v različnih starostnih obdobjih. Se pravi, preventiva za otroke in mladostnike je predvsem nek nasvet staršem, nekako ravnati. Potem, ko govorimo o mladostnikih, srednješolcih, moramo nasloviti neke čas odraščanja, ko se jim poruši otrokom rutina, ko pozabijo nase, ko imajo veliko razvad. Ko pa govorimo recimo o obdobju starostnikov, se moramo osredotočati na specifična zdravstvena stanja, na zdravila in pa dejstva, da je v tem času več izgubljenih zob. Ti pacienti so dovzetni tudi do pasti dentalnega turizma in zavajajočega oglaševanja za hitro reševanje zobozdravstvenih težav. Vse to smo zbrali v brošurah, ki so specifične za določeno starostno obdobje in pa to prikazali tudi v filmčkih, ki jih boste našli na internetni strani Zdravniške zbornice Slovenije in na Facebook strani. Glavno želeli smo tukaj ustvariti neko stičišče informacij in pogovorov o ustnem zdravju, se pravi interneta stran, Facebook stran in pa pojavili smo se potem tudi še na enem področju, kaj je Facebook Live. Ti pogovori v živo smo nekako predstavili slovenske zobozdravnike, ki svoj poklic opravljamo z rokami in srcem. Gostili smo različne strokovnjake na različnih strokovnih področjih, kot so otroško in preventivno zobozdravstvo, ortodontija, kirurgija. Pogovarjali smo se o implantologiji, o psihološkem vidiku, tudi v času epidemije. Govorili smo o dilemah in težavah ustne votline in pa poudarili, da recimo v zobozdravstvu tehnologija bliskovito napreduje. Temu slovenski zobozdravniki definitivno sledimo, ampak hkrati opozarjamo na to, da je tu tehnologijo treba sprejemati previdno. Trendi, sploh estetski, so pogosto lahko škodljivi za ustno zdravje, če jih ne umestimo s premislekom. Tako da s tem projektom smo sklenili, da bomo o ustnem zdravju govorili več, predvsem kontinuirano, to je bilo vsak mesec, smo vas spominjali na to, da ustno zdravje je pomembno, razbijali smo in bomo še mite in pokazali, da ustno zdravje ni le nasmeh, ampak vse za njem, vse okrog njega in ustno zdravje je tisto, ki ga podarimo sebi in nam more postati vrednota, ki jo bomo prenesli tudi na naslednje generacije. Če ne naslednje, pa tudi za današnje generacije.
Tako da v soboto 20. marca je dan ustnega zdravja, naj ta ne traja le en dan. Želimo vam lep zdrav nasmeh in dišeč zadah, tako da to iz moje strani. Hvala. Najlepša hvala tudi vam, dr. Praprotnik. Vseh gradivih, ki jih je omenjal dr. Praprotnik, so res zbrana na enem mestu na spletni strani. Pogovori, Facebook Live pa zagotovo lahko tudi dobre iztočnice še za kakšne prispevke, ki jih morebiti boste kot novinarji lahko pripravljali v nadaljevanju ali pa v prihodnosti. Zdaj pa je čas, da se posvetimo vašim vprašanjem. Zdaj, 2 vprašanji sta prišli preko četa, mogoče najprej vas vprašam za vprašanja, ki so v živo, tako da lahko sami zastavite vprašanja, poveste za katerega govorca ali za vse, potem pa, če ne bo vprašanj, odgovarjamo tudi še na ta vprašanja, ki so že v četu. Ni vprašanj, mogoče, da začnemo z vprašanjem, ki je prišlo preko četa, zastavlja ga Urša Blejc. Zanima jo, ali prihajajo ljudje k zobozdravniku do zdaj s slabšim stanjem zob, kje je to najbolj vidno, ali vsi sploh pridejo? Lahko začnem morda jaz, ker bom povedal glede naše šolske ambulante, glede na to, da smo pač primarni sektor, lahko povem takole. Šolarji vsekakor imajo slabše umite zobe. Zdaj, glede na to, koliko časa že traja celotna zadeva, lahko tudi ugotovim, da glede na kartoteko, ki jo imamo prej pri določenih šolarjih, vidimo, da so imeli predtem mnoge preglede, kjer je bil samo kontrolni pregled, kjer smo samo pregledali, smo morda naredili kakšen zaščitni premaz, ni bilo pa nobenih gnilih zob. Sedaj pa definitivno opažamo, da so, če ne, je mnogo več zob karioznih in pa tudi pri kar nekaterih imamo že vneto dlesni, se pravi začetke gingivitisa. Prav tako lahko združim še z naslednjim vprašanjem, kjer se govori, kako je z našim časovnim protokolom. Seveda, vsi ti naši preventivni posegi, ki jih moramo opraviti pred in po obravnavo z pacientom, podaljšajo sam čas obravnave. Vsekakor imamo dnevno manj pacientov na stolu, smo se pa temu prilagodili tako, da sedaj pacienta, ko ga že imamo na stolu, mu naredimo več stvari. Seveda pri otrocih je to do neke mere malo težje, kajti težje imajo svojo mejo potrpljenja in se hitreje utrudijo pri držanju odprtih ust. Vsekakor pa se trudimo, da naredimo čim več stvari v eni seji in s tem seveda nekako se potrudimo, da skrajšamo ta naval, ki je na zobne ambulante. To bi zdaj iz otroškega zobozdravstva jaz povedal. Morda še jaz samo dopolnim. Pavlović, ja, lepo prosim. Zdaj, tako nekako je veljalo, da smo sprejeli med 7 in 10 pacienti v enem ordinacijskem času. Dejstvo je, da so tudi pacienti postali v tem obdobju bolj ozaveščeni in da po večini pravzaprav tudi sporočajo svoje zdravstveno stanje in dobijo seveda tudi nadomestne termine, če imajo sumljivo COVID simptomatiko. Pri Zdravniški zbornici Slovenije smo se pravzaprav zavzemali za to, da smo v splošnem dogovoru zdravstveni zavarovalnici predlagali dodaten kader, ki bi omogočal še nekoliko večjo frekvenco obravnavanja v ordinaciji, vendar za to tedaj ni bilo sredstev. Bi pa rad poudaril tudi to, da zobozdravniki še danes pravzaprav niso prejeli sredstev za uporabljeno osebno varovalno opremo in ravno tako ne javni zavodi in da pravzaprav z vso ostalo predpisano opremo, ki je bistveno dražja danes, kot je bila, govorimo o faktorju 3 in 4, sredstev pravzaprav strani zavarovalnice oziroma proračuna ni bilo. Tako da pravzaprav javni zavodi in zobozdravniki sami s svojimi sredstvi omogočamo izvajanje te javne zobozdravstvene službe.
Zdaj, če se vrnem mogoče nazaj še na frekvenco obravnav, res je, da je potrebno izpolniti epidemiološki vprašalnik in da je paciente potrebno poklicati prej, vendar to je vse zato, da je v ambulanti oziroma v sami ordinaciji okolje čim bolj varno, da se pravzaprav okužbe, ki bi se širile tukaj, preprečijo. Nenazadnje spremljanje širjenja okužb v različnih ordinacijah, tako pri koncesionarjih, zasebnikih kot v javnih zavodih, nekako kažejo, da se le-te niso prvenstveno širile znotraj ambulant, ampak več ali manj v nekem zunanjem okolju. Tako da pravzaprav ti protokoli prvenstveno zagotavljajo neko varno delovno okolje, se pravi tako za zdravstveno osebje, kot tudi za same paciente. Tako da je pa seveda omejen mogoče dostop samo na sami številki dnevno, po drugi strani pa si skušamo vzeti več časa po posameznem pacientu, opraviti več storitev in mislim, da se bo ta učinek pokazal šele čez kakšno leto, kajti če pri enem pacientu opravimo več storitev, ta ne zaseda dodatnih terminov v prihodnosti, posvetimo mu lahko mogoče v tem trenutku več časa, tudi za kakšen preventivni nasvet, in to je pravzaprav vse naložba v prihodnost. Hvala, morda še dr. Praprotnik, vi dodate kaj na ta del, to se pravi, s kakšnim stanjem zob zdaj prihajajo pacienti v vašo ordinacijo, je to stanje slabše? Ja, to je definitivno bila tema, s katero smo se ukvarjali v času epidemije, tudi na Facebook strani, kjer je bil posnetek filmčka z naslovom Preveč in premalo zobozdravstva. Boste lahko, mogoče svetujem, da ga mogoče poslušate. Ravno tle, se pravi, v takem ekstremnem času se pojavi točno to. Preveč zobozdravstva bi pomenilo, se pravi, stujko overtreatment, v trenutku, ko pacienti iščejo hitro rešitev, se naredi tudi hitro, ampak ne optimalno rešitev, se pravi, temu bi rekli preveč zobozdravstva. In na drugi strani premalo zobozdravstva, ko pacienti ne pridejo na vrsto za isto težavo, ki jo imajo v tem trenutku, in se posledično lahko poslabša. Iz izkušenj lahko povem, da so pacienti, ki so v bistvu v času epidemije zaradi strahu, zaradi nedostopnosti čakali predolgo, in potem marsikateri zob oziroma ustno zdravje do te mere tudi okrnjeno ali se je stanje poslabšalo. Ampak prehajamo, tako da bom pozitiven, prehajamo vseeno v neko fazo, ko se stvari normalizirajo. Imeli smo recimo zatišje, v času, ko je bilo prvič zobozdravstvo zaprto, potem v drugi fazi, ko se je še čakalo, kaj bo, kako bo to delo, do trenutka, ko je bil prevelik naval in pacienti niso prišli do svojih zobozdravnikov, in sedaj, ko se konec koncev uvaja nek nov način obravnave, ko se enemu pacientu posvetimo dalj časa bolje, tako kot je predsednik Krunoslav poudaril, bomo učinke tega novega načina obravnave, ko se lahko eni težavi posvetimo bolj, mogoče opazili čez kakšno leto. Bi morda dr. Kosem še kaj dodal na to temo, zdaj kaj opažate pa pri malih otrocih? No, se pravi, jaz imam izkušnje iz te sekundarno-terciarne ravni, se pravi od napotenih pacientov. Tudi sicer izjemno rad, bom rekel, delam zaključke na podlagi nekih objektiviziranih, verodostojnih podatkov, tako da podatkov, ki bi kazali, da je stanje na tak ali drugačen način objektivno slabše med pacienti, ki so napoteni na naš center, s takimi podatki ne bi mogel postreči.
Namenoma sem se prej v svoji predstavitvi dotaknil poškodb, ker tako rekoč ni razlik med tem, kaj in kako se zgodi v času epidemije, kaj se ne zgodi in kako se v principu pacienta obravnava. Mi smo, se pravim, ravno z tega razloga nam je bilo jasno, da bodo te pacienti tudi na sekundarno-terciarni ravni to oskrbo potrebovali. Vmes sem opazil, da je še eno vprašanje v chatu, pa mogoče zdajle povežem še odgovor na to temo. Skratka, spet izkušnje naše enote, našega centra, ki je del Univerzitetnega kliničnega centra, praviloma pacienti, torej otroci, ki se pripravljajo na zahtevne operativne posege, kot so recimo že prej omenjene kardiovaskularne, torej predvsem operacije na srcu, pa otroci pred transplantacijami, praviloma so konziliarno napoteni iz bolnišnice, se pravi iz hospitala na naš center, tako da ta stvar je jasno v vseh obdobjih epidemije potekala popolnoma enako kot kadarkoli sicer. Bi pa tukaj pravzaprav spet poskušal priložnost izkoristiti. Škoda je, da pri marsikaterih otrocih s temi kroničnimi boleznimi, ki so tako rekoč nekateri od prvega dne svojega življenja v pogostih stikih z zdravstvenim sistemom, da se dostikrat morda zaradi, bi rekel, prezasičenosti z razno raznimi medicinskimi postopki, obiski zdravnikov, da na nek način družina in naši kolegi zdravniki morda nekoliko premalo pozornosti posvetijo temu, da bi takega otroka dodatno spodbudili za pravočasen obisk pri zobozdravniku, bodisi na primarni ravni, bodisi pri specialistu naše stroke, ker bi se dejansko s preprečevanjem bolezni ustne votline dalo izogniti vsem zagatam, ko se včasih, moram reči, tudi zgodi, da zaradi izjemno slabega ustnega zdravja, ki ga seveda potem ni mogoče tako ad hoc v enem tednu razrešiti, včasih tudi kakšen operativni poseg je odložen, pa ne zato, ker mi ne bi pacienta sprejeli, ampak enostavno zato, ker je zdravstveno stanje v ustni votlini tako, da ne omogoča dovolj hitre, varne rešitve. Če se lahko navežem še jaz na ta del, ko smo govorili o tudi nekih objektivnih podatkih, ki smo jih pa vseeno zaznali v času epidemije, in sicer v odsotnosti podatkov oziroma odsotnosti pacientov, ki so bili napoteni na sekundarno in terciarno raven. Ravno zaradi tega smo, se pravi, kaj smo zaznali je, da je bilo napotenih pacientov zaradi suma nekih sprememb v ustni votlini, se pravi, govorimo o raku ustne votline. V trenutku, ko so to na oddelku za oralno in maksilofacialno kirurgijo zaznali, je bil to en alarm, ker vemo, da pač ne gre za to. Procent odkritih rakavih sprememb v ustih je več ali manj vsako leto enak, in čas epidemije to sigurno ni spremenil, kar je pomenilo, da je samo manj bilo odkritih. Zaradi tega smo tudi sprožili ta del promocije ustnega raka oziroma odkrivanje ustnega raka in ta akcija se je izkazala zelo pozitivno, zato mogoče kolega Pavlovič lahko pojasni, zato smo v bistvu še angažirali dodatne ekipo oziroma programe, da se je na tak način preventivno pregledovalo tudi paciente z sumljivimi lezijami. To definitivno je bilo nekaj, kar ne da se je poslabšalo, ampak se je odkrivanje konec koncev poslabšalo zaradi epidemije. Ja, zdaj ta akcija pravzaprav še poteka in bo potekala vse do konca epidemije. In sicer vse podatke pacienti dobijo na spletni strani tako Ministrstva za zdravje kot Zdravniške zbornice Slovenije. Tam so kontaktne številke, kamor se lahko
obrnejo in naročijo na pregled ustne sluznice. Se pravi, tukaj ne gre za ambulante, kjer bi se pregledovalo zobovje ali pa kakšne druge težave povezane z zobovjem, ampak ki so izključno namenjene za sumljive spremembe na ustni sluznici. Pregleda v teh ambulantah vaš zobozdravnik, ki vas potem na podlagi se pravi same spremembe, suspektnosti same spremembe napoti na nadaljnjo obravnavo ali pa vam da nadaljnje napotke, kako s spremembo, ki je pač tam prisotna. Moram pa povedati, da učinki te akcije so bili zelo hitro zaznavni, mogoče žal, ampak več sprejemov tovrstnih lezij se je zgodilo v decembru in januarju. No, kolega mi sedaj poroča, da se je stanje že nekoliko znormaliziralo, vendar še vedno je potrebna skrb in pozornost, kajti nikoli ne vemo pravzaprav, koliko teh pacientov je še prisotnih v populaciji. Najlepša hvala, dr. Pavlovič. So še vprašanja, zdaj so še sogovorci na voljo, sicer bomo počasi zdaj v chatu, novih drugih vprašanj ni. Sogovorci so vam še na voljo za vprašanja. Če vprašanj ni, Urša Blejc se vam vsem zahvaljuje za odgovore, ki ste jih podali na njena vprašanja. Zdaj, če vprašanj ni, potem bi počasi zaključili, mogoče vsakega od vas povabim še k zadnjemu sklepnemu stavku, res enemu stavku. Tudi sama v bistvu se pridružujem in medije prosim, pozivam oziroma prosim, da v teh dneh, pa tudi kasneje, čim več teh vsebin, ker so pomembne, posebej zdaj v epidemiji, ko so razmere vendarle drugačne, da tudi vsak pri sebi poskrbi za ustno zdravje. Zdaj pa mogoče še zaključne misli, pa potem sklenemo današnjo novinarsko konferenco. Jaz bi se rad zahvalil še enkrat vsem sodelujočim in pa seveda pozval vse se pravi prebivalce, da si ogledajo te spletne vsebine, da si ogledajo Facebook kanale. Tukaj bodo dobili številne podatke, ki bodo zelo uporabni. Vsekakor pa obrnite se na slovenske zobozdravnike, ki vam bodo z veseljem pomagali rešiti težave. Takole bomo rekli, vemo, da se nahajamo v nekih čudnih časih, noben bi mogel napovedati, kaj in kako bo zadeva potekala. Imamo neke kazalce, da epidemija se manjša, po drugih kazalcih, da spet prihajamo v nek 3., 4., 5. val in tako naprej. Jaz bom rekel, dajmo gledati optimistično naprej. Vse bodoče, bomo rekli, naše paciente povabim, naj vseeno se potrudijo za svojo ustno higieno. Bom rekel, tako naš primarni sektor, kot seveda potem sekundarni, terciarni sektor na kliniki, smo dosegljivi, se trudimo, da vam pomagamo. Trenutne razmere so take, kot so, moramo zaščititi tako paciente, kot tudi seveda nas same, ampak mislim, da ne rabimo biti nekih obupani in gremo lepo naprej z nasmehom na ustih. Zadnja misel. Ta projekt je pokazal to, da oziroma smo se tudi slovenski zobozdravniki pokazali, izpostavili s tem namenom, da vam povemo, da se ne se nas bati, čeprav smo zobozdravniki to, kar smo, prav prijetno pri zobozdravniku nikoli ne bo. Dejstvo pa je, da se vedno trudimo, da bo čim manj neprijetno.
Tako da nas pridite obiskati, ne iskati hitrih in poceni rešitev, upoštevajte faze in čas celjenja, ki ga potrebujejo usta, izogibajte se zavajajočim oglaševanju in nekim kratkotrajnim trendom. Ti so začasni, ti minejo, vaše ustno zdravje pa vas spremlja celo življenje. Tako da spremljajte nas na Facebook strani in internetni strani in upam, da vam bojo te vsebine koristile pri prevrednotenju konec koncev tudi pomembnosti ustnega zdravja za splošno zdravje. Hvala. Jaz se mogoče, da to nisem po vrsti odzval, ker se mi je zdelo, da so kolegi že vse lepe zaključne misli povedali, tako da se samo pridružujem temu. Mogoče, če že kaj, da še od svoje strani, v vsaki dejavnosti in seveda tudi v zobozdravniški stroki so pogledi na različne stvari lahko zelo heterogeni. Mislim, da je tole obdobje epidemije pravzaprav pokazalo neko veliko mero zrelosti in da, čeprav seveda ni lahko soditi, je verjetno prezgodaj ali pa nikoli ne bo popolnoma pravilen čas vedeti, ali je bila vsaka odločitev v vsakem trenutku idealna, ampak dejstvo, da zobozdravniški sektor očitno ni bil eden od poganjalcev epidemije, najbrž je dokaj opazno, da smo se nekako hitro prilagajali novim okoliščinam. Tisto, kar pa mogoče vseeno noben ni povedal, pa je najbrž dobro, da in mediji in njihovi poslušalci vedo, ni lahko delati v teh okoliščinah. To ne pomeni, da ne želimo, daleč od tega, ampak ni pa lahko. In razna protokoli in zaščitne opreme delajo naš vsakdan zahteven, ampak kot rečeno, upam, da ta tako imenovana COVID fatigue ne bo na nek način pretirano vplivala na naše zmožnosti v prihodnje. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem sogovorcem, da so danes lahko bili z nami, delili vse te koristne informacije. Najlepša hvala tudi vsem medijem. Želim vam lep preostanek petkovega dneva in hvala za vso podporo z informacijami, ki jih boste prinesli javnosti. Lep pozdrav. Siljenje.